za besedo. Zadnja beseda oziroma dve sta bili v napovedniku na vabilu, je omenjena vas Suhli Dol. Moram nekaj besed povedati o tej vasi, ki ni vas, ampak je neka zložba majhnega števila hiš, malo prebivalcev in preko 300 povedk smo našli v našem zaselku. Od začetka so dejali, da se to ne da združevati z župnijo Lučine in župnijo Šentjošt. Lučine iz Loškega gospodstva, nekdanjega, Šentjošt iz Polhograjskega gospodstva. Videli pa smo, da je toliko skupnega, kajti večina teh povedk se nanaša bodisi na eno stran, bodisi na drugo stran. Imamo skupno narečje, ampak na Lučinskem svojo govorico, na Šentjoškem pa svojo. Torej je to na nek način se pa le izkazalo, da je možno to dvoje združiti v knjigi, ker smo s tem pravzaprav dokazali, da je takole stičišče Gorenjske in Notranjske na majhnem prostoru prednost, ker ponudi večjo možnost izbire. Hvala. Predam besedo. In gospod Tone je te pripovedi zbiral že od leta 1955 naprej, iz vseh teh krajev, največ res iz Suhega Dola. Gospa dr. Marija Stanonik nas je pa spodbudila, da smo zadnja leta snemali pripovedi predvsem mojega očeta in mame in oboje smo združili v 53. knjigo zbirke Glasovi. Pripovedi so zapisane v narečnem jeziku, kar za nas ni bilo najlažje, ker tega nismo vajeni. Nam je bila v zelo veliko pomoč dr. Vera Smole, ki nas je pri tem vodila. Pripovedi so razdeljene v 10 poglavij, največ je zgodovinskih, ki veliko govorijo o življenju, trpljenju in vsem, kar so preživeli med drugo svetovno vojno in v letih po njej. Etnološke pripovedi veliko govorijo o starih kmečkih opravilih, saj so se prebivalci v teh krajih večinoma preživljali s kmetijstvom. Vendar so našli vedno čas tudi za praznovanja, za razne šege in navade, ki so lepo tudi opisane v tej knjigi. Vedno so pa našli čas tudi za posebneže, za berače, ki so prihajali mimo in jim vedno nudili svoj čas in kos kruha. Zanimivo pa je, da med vsemi pripovedmi nismo našli nobene pravljice, kar tudi na nek način potrjuje naslov naše knjige Pošten bodi in delo, delaj. Kljub vsemu je bilo delo tisto glavno, ki jih je vodilo in ki jim je omogočalo preživetje. Želim vam lepo branje, sprva mogoče malo težje v narečju, ampak ko steče, mislim, da se našo knjigo lahko lepo bere.